bodo mestni svetniki odstopili? Pazljivost pirotehnika. Je država pozabila na sanacijo poplavljenih območij? Nove prostori vrtca Lupinica. Dober večer. Potem, ko so Mariborčani mestne svetnike pozvali, naj najkasneje do jutri odstopijo, so to pripravljeni storiti le v SD-ju. V Desusu in SDS-u bi, kot smo že poročali, odstopili šele po sprejetju proračuna, kar bi se lahko zgodilo najkasneje marca. Ker koalicija nasprotuje razpustitvi mestnega sveta, je pred slabo uro odstopil tudi mestni svetnik LDS-a Tomaž Orešič. Vsi štirje SD-jevi svetniki so včeraj notarki deponirali svoje odstopne izjave. Tudi mi smo siti vztrajnega ignoriranja jasnih zahtev ljudi, ki terjajo, da skupaj z županom odide tudi mestni svet. A mestni svet bi se razpustil šele, če bi odstopilo najmanj 23 svetnikov. V Desusu in SDS-u pa vztrajajo. Najprej je treba sprejeti proračun, z odstopom bi ogrozili vseh 24 projektov. Gre za nekatere projekte, ki so v ingerenci mesta, nekatere pa, ki so torej z evropskimi sredstvi. In ko smo pregledali, nekateri ti projekti so že v uresničevanju in pravzaprav bomo obstali na sredi poti. To ni odgovorna politika. Z našim odstopom bi nastala pravna praznina, pa opozarjajo v županovi listi in SLS-u. Da smo res tako slabi v tem mestnem svetu, ali res nismo nič naredili, ali je res, da se prvi v zgodovini bo ne pojavilo, da nas dobesedno brcne ven iz mestnega sveta. Mislim, da tako slabo se pa v tej mestni občini Maribor ni delala. V skupini Skupaj za Maribor pa zahtevajo takojšnjo revizijo vseh preiskovalnih postopkov in premislek o prihodnosti mesta. S tem mestnim svetom v resnici ni nobene perspektive. Bo agonija trajala pač umiranje na obroke. Mislim, da bi bilo potrebno takoj jih zamenjati. Mariborčani pa so jasni. Jutri do 15. ure se morajo svetniki posloviti. V nasprotnem primeru se bo na ulicah zbralo še več ljudi. Od danes se lahko v specializiranih prodajalnah pri nas prodajajo pirotehnična sredstva, katerih glavni učinek je pok. Uporabljati pa jih še ne smete, po zakonu je to dovoljeno le med 26. decembrom in 2. januarjem. Čeprav metanje petard in uporabo pirotehnike med prazniki tudi zaradi številnih poškodb odsvetujejo, policisti ugotavljajo, da se prodaja na črnem trgu povečuje. Ta mesec so že zasegli kar 3-krat toliko petard kot lani. Mariborski policisti so decembra pri 8 osebah zasegli prek 72 tisoč petard namenjenih na črni trg širom Slovenije. Večinoma je šlo za pirotehnična sredstva, katerih pri nas zaradi velike moči poka in nevarnosti sploh ni dovoljeno prodajati in uporabljati. Naj pirotehnična sredstva kupujejo v trgovinah, ki imajo za to ustrezno licenco. Zelo pomembno je to, da vsak trgovec mora dati tudi navodila za uporabo. V lanski sezoni so sicer policisti zaplenili 3-krat manj petard kot letos, zaradi posedovanja in nepravilne uporabe pa izvedli 31 prekrškovnih postopkov. Poleg 5 poškodovanih imetja ali lastnine je zaradi pirotehničnih sredstev prišlo do 3 telesnih poškodb. Na koži seveda lahko nastanejo opekline, to smo imeli primere v lanskem letu. Tako na obrazu kot na rokah. Na obrazu so potem tudi izpostavljene oči, poškodbe oči, ki so lahko tudi zelo hude in imajo trajne posledice, tudi trajno slepoto, pa bobniči so pogosto poškodovani. Sicer pa tudi letos poteka akcija Bodi zvezda na meči petard. Prav najstniki namreč največkrat preprodajajo petarde in se v rokovanju z njimi poškodujejo. Tisti, ki uporabljajo pirotehnične izdelke, naj imajo vselej v mislih, da je to lahko za nekoga moteče, da je stalno podana potencijalna nevarnost tako za uporabnika, kot za ostale ljudi, kot tudi za premoženje, kot tudi za živali. Uporaba petard je sicer popolnoma prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih in na javnih shodih ter prireditvah. Pirotehnika pa poleg nevarnosti tudi močno obremenjuje okolje. Dober mesec po katastrofalnih poplavah v večini prizadetih občin še zdaleč niso končali dela na poplavljenih območjih. Ker je zima že pokazala zobe, pa je stiska ljudi še toliko večja. Država je sicer s sklepom razdelila 1,5 milijona Rdečemu križu in Karitasu. A v občini Duplek, kjer je bilo samo na objektih škode za več kot 2 milijona evrov, zdaj pozivajo državo naj čim prej zagotovi tudi denarno pomoč za obnovo.
Hiša Marije Ornik je bila v poplavah dober meter pod vodo. V spodnjih prostorih se je lastnica po svojih skromnih močeh že lotila manjših popravil, a se je izkazalo, da je vlage preveč. Jaz sem pobarvala, vse me je nekaj že koštalo, ampak ne morem pa nič notri več dati, vse vidite, da je vse vlažno. Ker ko ni notri vlaga, tukaj je od zunaj vlaga, notri potegne vse. Vsaj do pomladi v spodnjem nadstropju hiše ne bo mogla bivati. Zgornjem prostore, ja, tu ne morem biti. Vse vidite, kako je. Tu ne morem biti, niti podraz, ne. Kako boste preživeli zdaj te praznike? Ja, hvala, doma. Kot opaža na občini, so največje težave prav pri tistih, ki jim zaradi finančne stiske ni uspelo sanirati niti najnujnejšega. Na našem področju imam podatek, da je bilo 334 000 evrov denarne pomoči v obliki naročilnic, tako strani Karitasa in Rdečega križa skupaj razdeljeno na našem področju samo. In dejansko bi res radi, da vsaj del te pomoči pride do občanov. Veliko družin je za izredno denarno pomoč prosilo tudi centre za socialno delo. Na Ptujskem jih je bilo kar 87, a so se na to večinoma odločile, da se bodo skušale prebiti brez tega denarja. Osnovni razlog je bil ta, da je ta denar, ta transfer se v bistvu knjiži na njihovo premoženje, po njihovi smrti bi se moral vrniti. Medtem ko je bilo solidarnostne in humanitarne pomoči v občinah ogromno, pa se zdaj bojijo, da je država s prihodom zime nanje pozabila. Na to so opozarjali že, ko so poplavno območje obiskovali politiki, ki so občinam obljubljali tudi povrnitev stroškov za ukrepanje, a žal do danes ne vedo, kdaj in kako bo to povrnjeno. O zakonih o slabi banki in Slovenskem državnem holdingu ne bomo odločali na referendumu. Tako so z 8 glasovi za in 1 proti presodili ustavni sodniki, ki pravijo, da ima nemoteno zagotavljanje funkcij države prednost pred pravico zahtevati razpis referenduma. Če ne bi uveljavili teh 2 zakonov, bi po mnenju ustavnega sodišča nastale protiustavne posledice in še drugo, predvsem politično dogajanje. Vinko Gorenak ostaja minister za notranje zadeve. Po včerajšnji maratonski seji so poslanci iz koalicijskih vrst zavrnili interpelacijo zoper njega, ki jo je Pozitivna Slovenija vložila zaradi izginotja podpisov za referendumsko pobudo o slabi banki. Kaj se je zgodilo z izginulimi podpisi, še ni znano. Poslanci so v državnem zboru obravnavali spremembo zakona o visokem šolstvu, ki že od prvih predlogov sproža številne polemike. Po najnovejši različici novela zakona ne spreminja več sestave sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, še vedno pa ureja akreditacijo in transnacionalno izobraževanje. Namesto zdajšnjih 6 ur pedagoške obremenitve visokošolskih delavcev pa določa obveznost od 5 do 7 ur. Sindikati javnega sektorja zbirajo podpise za razpis referenduma o zakonu o izvrševanju proračuna. Do 22. januarja, to je do dne pred napovedano splošno stavko, morajo zbrati 40 000 podpisov. V sindikatih sicer še vedno upajo, da ne referendum, ne stavka ne bosta potrebna, a zato bo potreben dogovor. Sindikati med drugim zahtevajo, da vlada v gmotne in socialne pravice javnih uslužbencev ne posega brez socialnega dialoga. V znak nasprotovanja spremembam in krčenju denarja za visoko šolstvo so študentje in profesori na ljubljanskih ulicah in drugih javnih prostorih pripravili več kot 80 predavanj. Zaposlenim in študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so se pri protestu pridružili še študenti in profesori AGRFT-ja ter Pedagoške fakultete in Fakultete za družbene vede. Na območju Kranja in Ljubljane poteka več hišnih preiskav. Gorenjski kriminalisti s pomočjo ljubljanskih in policistov specialne enote preiskujejo organizirano združbo za preprodajo mamil. Kriminalisti so pridržali 14 osumljencev. Člane združbe, stare od 20 do 52 let, so spremljali že dalj časa. Predvsem v Kranju naj bi preprodajali heroin in kokain. Otroci vrtca Lupinica na Teznem v Mariboru pa se po letu dni, ko so bili začasno preseljeni v 2 bližnji osnovni šoli, veselijo popolnoma novega vrtca. Staro stavbo so morali namreč zaradi dotrajanosti in prostorske stiske porušiti. Mali nadebudneži bodo v nove prostore zakorakali z novim letom.
2 milijona evrov vreden nov lep sodoben svetov vrtec Lupinica na Teznem je prve malčke, ki so ga videli, navdušil. Je že kdo videl nove prostore, nove igralnike? Veš kaj? Ko smo šli nastopati, smo jih videli. Pa veš kaj, ko sem se jaz peljala mimo, sem videla Božička za konji, ko je šel tukaj tak mimo. Se pravi, vam je Božiček prinesel vrtec? Ne, zgradili so ga. Otroci so navdušeni, vzgojitelji navdušeni, vsi zaposleni, vsi smo srečni. V 7 oddelkih bo prostora za skoraj 130 otrok in je za Maribor, kjer je to edini nov vrtec v zadnjih 10 letih, velika pridobitev. Prav zato bode v oči dejstvo, da se odprtja ni udeležil nihče z pristojnega ministrstva. Vabila so šla iz mestne občine Maribor, minister Žiga Turk in gospa Vojca Škrinjar so se opravičili. Ne vem, kakšna je sporočilnost neudeležbe, upam, da ne takšna. V vrtcih po Sloveniji so zgroženi, ker naj bi predlog, kako varčevati pri najmlajših, prišel s strani občin. Mi smo predlagali, da se po posameznih vrtcih, da se najde, kje se lahko kaj še prišpara. Ne moreš pridobiti pomembnega deležnika, to smo mi vrtci, na način, da nekdo reče, ne, občine zahtevajo prihranke. To se ne da na ta način. Mi smo se pogovarjali, vendar jaz mislim, da mi nismo bili slišani. Tudi zato v vrtcih vztrajajo pri napovedi stavke. Slaba petina Slovencev je starejših od 65 let, čez 50 leti bo v tej starostni skupini vsak tretji državljan. Ker je pri tej starosti še veliko ljudi aktivnih, so se začeli oblikovati tudi novi poklici za delo s starejšimi. Na primer poklic socialnega gerontologa, ki naj bi skrbel za kakovostno staranje in družabnost starejših. Poleg uveljavljenih poklicev na področju dela starejšimi naj bi socialni gerontologi skrbeli predvsem za to, da se bodo starejši čim kasneje soočili s tegobami, ki jih prinaša jesen življenja. Še neuveljavljen študij izvajajo v Mariboru, nov poklic pa sta predstavili bodoči prvi diplomantki pri nas. To je usmerjanje starejših po upokojitvi. Da ni vsega konec, ko si star, da lahko, še vedno delaš aktivne stvari, da se te lahko vedno dogaja, da ni bo zase samo doma. Jaz se vidim kot animator starejše populacije. Najbolj bi jim jaz veselje prinašala v njihove življenje. Socialni gerontologi menda ne bodo imeli težav pri iskanju službe. S tem pridobivamo prav specialiste socialnega dela za področje dela s starejšimi in ti bodo še posebej dobrodošli pri vseh tistih, ki organizirano izvajamo pomoči starejšim, tako v obliki institucionalnega varstva, pomoči na domu, dnevnega varstva, varovanih stanovanj. Ambasador novega poklica za delo starejšimi pa je prepričan, da je starost lahko lepa, če se minljivosti zavedamo že v mladosti. To pomeni, da se ne sme človek preveč navezovati, oziroma da ne sme preveč časa posvečati nostalgiji, žalovanju za tistim, kar je izgubil, ampak živeti kvalitetno življenje vsak dan sproti. In čim bolj polno. Po mnogih letih so si lahko Celjani na drsališču v mestnem parku spet ogledali predstavo na ledu. Pravljico o srebrnem medvedku so pripravili in uprizorili drsalci domačega drsalnega kluba. Ustvarjalci predstave so se navdušeno lotili izziva. Za 30 mladih umetnostnih drsalcev, ki pridno trenirajo v celjskem klubu, je bila to čisto nova izkušnja. Da res vidijo, da je to lahko tudi za zabavo, ne samo tisti pritisk za tekmovanja. And some of our kids never skated in front of so many people and it was really useful for them to experience it. Kljub napornim urnikom treningov, bliža se namreč državno prvenstvo, so vsak dan 1 uro vadili še za predstavo. Ta predstava je bila res sproščujoča med vsemi temi pripravami na tekmovanja. Kako dolgo pa že ti drsaš? 2 leto zdaj. Treniraš? Ja. Kolikokrat na teden pa? 6-krat. A so bile vaje naporne? Niti ne. Bile so vsak dan, ampak niti ne tako naporne. Opazila sem, da v glavnem deklice drsate. A fantov to ne zanima? Ne, glih. Ker mislijo, da ta šport ni za fante. Pa ja, ne? Ja. Mogoče pa bo koga uspodbudil prav ogled predstave. Nisi še nikoli bil na drsalkah? Ne. Pa si želiš? Ja. Zelo mi je bilo všeč. Tudi ti drsaš? Ne. Pa bi se rada naučila? Ja. Veščine mladih drsalcev so požele veliko občudovanja. Danes so v gledališki dvorani Vetrinskega dvora predstavili knjigo z naslovom Erato, muza ljubezenske in erotične poezije.
Knjiga govori o umetnosti slovenskega panonskega prostora, strokovni teksti z različnih umetniških področji, ki so jih prispevali Sandi Sitar, Franci Just, Franc Kuzmič in Irena Brunec, pa se navezujejo na serijo 9 skulptur Mus, ki nastajajo v sklopu Evropske prestolnice kulture v Murski Soboti. Knjiga je izšla v slovenskem in angleškem jeziku in bo koristen uvodnik za ljubitelje literarne in vizualnih umetnosti. V teh dneh športni kolektivi organizirajo zaključna druženja za svoje člane. V teniškem klubu Nima, v katerem so se usmerili predvsem v delo z najmlajšimi kategorijami, so pripravili druženje z Božičkom. To je v prvem delu potekalo nekoliko drugače kot na drugih tovrstnih prireditvah, saj so otroci dobrega moža najprej poučili o teniških udarcih. Se je pa končalo tako, kot je v navadi, z obdaritvijo otrok in skupinskim fotografiranjem. Največji katalonski stranki, ki se zavzemata za neodvisnost te avtonomne španske pokrajine, sta se dogovorili, da bosta leta 2014 izvedli referendum o neodvisnosti Katalonije. Gre za izkupiček pogajanj po novembrskih katalonskih parlamentarnih volitvah. Stranki sta se tudi dogovorili, da bo predsednik regionalne vlade ostal Artur Mas. Španske oblasti so zaradi političnega dogovora v Barceloni ogorčene. Poglejmo še drugam po svetu. Evropska komisija je predstavila predlog nove tobačne direktive, v kateri so ostrejša pravila za izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih izdelkov. Po novem bi bili tako vsi zavojčki cigaret enake oblike in barve ter z več opozorili o škodljivosti kajenja. V Bruslju opozarjajo, da je kajenje največje zdravstveno tveganje v Evropi. Po podatkih komisije za posledicami kajenja vsako leto umre skoraj 700 tisoč Evropejcev. V Grčiji danes poteka 24-urna stavka zaposlenih v javni upravi in prometu. Stavko protestirajo proti uničevanju javnih služb zaradi strogih varčevalnih ukrepov. Zaradi stavke so bili zaprti uradi, moteno pa je bilo delo v šolah in bolnišnicah. Med 10. in 16. so bila zaprta letališča, ne vozijo niti vlaki, niti podzemna železnica v Atenah. Sindikati opozarjajo, da bodo varčevalni ukrepi, ki med drugim predvidevajo zmanjšanje števila zaposlenih v javni upravi, uničili socialno državo in javne službe. Nekdanji generalni direktor Mednarodnega denarnega sklada Dominik Strauss-Kahn se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi domnevnega zvodništva. Francosko sodišče je namreč zavrnilo njegovo prošnjo, naj umakne obtožnico, potem ko je priznal, da se je udeleževal razvratnih zabav na severu Francije, a da ni vedel, da so bile nekatere ženske tam prostitutke. Po predsedniških volitvah v Južni Koreji še ni jasno, kdo je zmagovalec. Kot kažejo vzporedne volitve, ki so jih 3 televizije izvedle po zaprtju volišč, naj bi se Park Geun-hye, ki bi s tem postala prva predsednica države, obetala tesna zmaga s 50,1% glasov. V Rusiji je zaradi mrazov umrlo 21 ljudi, 271 ljudi pa je poiskalo zdravniško pomoč, od tega so jih več kot polovico sprejeli v bolnišnice. Od začetka zime je sicer v Rusiji zaradi mrazov umrlo že 45 ljudi. Temperature so od -20 stopinj v Moskvi do -47 v zahodnosibirskih mestih Novosibirsk, Tomsk in Omsk. Na ruskem skrajnem vzhodu so se temperature spustile tudi 50 stopinj pod ničlo. Zaradi mraza je prišlo do več prekinitev dobave električne energije in vode. Precej jasno bo, po nižinah bo megla, ki bo lahko ponekod ostala večino dneva. Sprva bo še malo pod nič, čez dan do 5 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno in po večini suho. V soboto se bo delno zjasnilo, po nižinah pa se bo še pojavljala megla ali nizka oblačnost. Tako smo pregledali najpomembnejše dogodke to sredo. Prijeten večer želimo še naprej. Nasvidenje.